Dober dan. Dolg dela obljubo in obljuba dela dolg. Najavila sva v sredo, da bova spregovorila o petku in zdaj je sreda. Pravi, v petek, 8. februarja, sta se na istem mestu z nekaj urno razliko zgodili dve zborovanji. Začeli se z zborovanjem Zbora za republiko, 4 ure kasneje pa se je nadaljeval z tretjo vseslovensko vstajo, ki je naredila en krog po mestu in končala pred Državnim zborom oziroma na Trgu Republike. Jaz sem šel tja in to na oba dogodka se zapletel v živahne razprave z udeleženci zborovanja Zbora za republiko. Smo se malo pogovarjali o novinarstvu. So se v marsičem strinjali, ne? Malo sem si pa tudi beležil, ne, kako je. Medtem ko na drugem zborovanju si nisem pa nič beležil. Ampak si enega aretiral, ne? Poglej, človek je metal petarde, ne, in to res nikamor ne vodi. Človeka smo potem prijeli za nahrbtnik, smo ga predali organom reda in pregona, ne procesuirajo take ljudi, ne. Zdaj, olajševalna okoliščina, žal, ne, bil alkohol. Ja, umestno poročilo med tem dvema skupinami je pa veselje sporočilo, da ni prišlo do incidentov. Lej, to je za pozdraviti, ne. To bomo pozdravili, ker smo se bali najhujšega, ne. Se še zdaj malo čudimo, da do tega ni prišlo, ampak hvala Bogu, da ni. Ja, kako si pa ti videl? Mislim, eno pa drugo zborovanje, eno pa drugo Slovenijo. Ja, to, kar sem videl, sem tudi v ponedeljek napisal in bi samo ponovil. Med drugo zborovanje je bilo sociološko logično, sociološko predvidljivo. Ljudje z vseh vetrov so imeli pač skupni problem, skupnega nasprotnika in so to prišli povedati in izraziti po vseh pravilih demonstracije. Prvi del, demonstriranje za, samo po sebi je anahronizem, tisto, kar je presenetilo, saj mene je to, da je bila množica relativno dostojanstvena, spodobna, dobro, tudi starostno je bila recimo tudi zrela, ne, rečemo temu tako, da so dajali vtiska, da hočejo samo dobro Slovenijo postaviti naprav, iz narobe naprav in tako naprej. Potem je pa prišel klic vodje in potem se je pa zgodilo tisto, kar opazujemo sicer pri delovanju prav množice ali pa množične duše, ne, ki naenkrat vzbudi oziroma markira sovražnika, kužni subjekti, naenkrat vsi razumejo, kaj je treba početi. In tokrat smo se na prangarju gnusa, gneva in tistega, kar prej sploh nisi mogel videti, naenkrat znašli spet novinarji in medijske hiše. In se je začel spet ta klasičen repertoar diskvalifikacij, diskreditacij, klasičen repertoar iskanja notranjega sovražnika, kužnega subjekta slovenskega žida, če tako rečemo, kar je predsednik vlade počel in se je spet zatekel k sovražnemu govoru, ampak zanimivo je bilo to, kako to učinkuje na množice, kako oni ponotranijo voljo voditelja in v tem primeru je dobil Janša, ne, in kako takoj brez kritične razdalje razumejo, kaj je za narediti, kdo je kriv. Ja. Ti govoriš o tem, ne, mislim, kaj je to že videno. Ne? Je pa ena inovacija, ne? Mislim, sociološka, filozofska, ne? Namreč to, da je predsednik vlade zaznal nek socialni fenomen. Ne? Socialni fenomen, za katerega on trdi, da gre za levi fašizem, če sem jaz prav razumel, ne? Pa če sem prav slišal. Zdaj, nisem čist prepričan, ali sem prav slišal ali ne, zaradi tega, ker gre za nek izraz, ki je notranje nekonsistenten. Je pa potem predsednik vlade pojasnil, ne, da je to, mislim, da v Telegrafu prebral, pa da je to neka oznaka, ki jo je nek bloger namenil slovenskemu filozofu Slavoju Žižku. Ne? Zdaj pa malo testiramo, ne? Je to, kar se v Sloveniji dogaja, levi fašizem. Ne? Jaz v zadnjih 22 letih strani predsednika vlade ali pa visokih državnih funkcionarjev, najvišjih, besede fašizem še nisem slišal, da bi jo uporabljali. Hkrati pa tako,
družbeni pojavi, ne, za katere je predsednik vlade našel ta skupni imenovalec, ne, bi se težko z njim strinjal, ne, da gre za fašistične pojave. Gre za tako, problemi, ki bodo prišli in se artikulirati potem, ko bo Janša odšel, ne, bodo zelo resni. Z njim se bo treba zelo ukvarjati. In bodo v marsičem se bodo tudi prekrivali z problemi, ki jih zdaj vidimo na desni, ne, oziroma na tako imenovani desni, ne, ker je to vse relativno pri nas bolj ali manj. Ampak problem, ki ga imamo pa ta trenutek, pa niso vsebinske definicije tega, kar imenuje predsednik vlade, ampak je predsednik vlade, ki uporablja sovražni govor. To je pravi problem. Ne. In on je spregovoril spet o novinarjih. Ne. Bilo bi zelo neumno, če bi rekel, da je to rekel upravičeno, hkrati pa ni mogoče spregledati neke določene vsebinske upravičenosti. Kot rečeno, predsednik vlade nima prav, on ima narobe. Ampak mediji dejansko smo sami v marsičem so krivi za to, da je to sploh mogoče. V tem smislu, da stalne politične vdore, stalne politične napade, stalne neopolitične diskvalifikacije, zlasti njegovega omrežja, ali Reportera, ali Demokracija, ali vsa ta glasila, ki sežejo tudi v cerkvena glasila, ki uporabljajo politično govorico in ki so bile včasih značilno pač tudi za druge leve časopise, recimo, ampak to govorico mi pripuščamo kot samoumevno. Naše lastno uredništvo, recimo naše uredništvo, preprosto dopušča, da takrat, ko vodja izda naročilnico za diskvalifikacije, po blogih potekajo diskvalifikacije, ko nekdo poskuša napisati članek, v katerem poskuša uporabljati spodoben jezik, poskuša uporabljati tehtne argumente, poskuša uporabljati profesionalne kriterije in dostojna merila, spustijo spodaj bloge anonimnih ljudi. Forum, misliš? Forumi, ja. Spustijo forume anonimnih ljudi odzivov, spustijo noter ljudi, ki imajo očitne psihiatrične težave sami sabo ali pa so tako hipnotizirani od velikega voditelja, ki izreka diskvalifikacije, začnejo avtorja tistega prispevka, ki se je transparentno podpisal, začnejo kar tikati, naslavljajo se na njega kot na nekega poniglavca, diskvalificirajo ga, lažejo, podtikajo neke kvazi argumente, ki to niso. Skratka, nekaj, kar ne bi frustriralo pisce, in hiša to počne mirno, normalno, kot da je to sestavni del nekega delovnega, profesionalnega procesa za dvigovanje gledanosti, za dvigovanje bralnosti, za dvigovanje rejtingov. To je popolnoma nesprejemljivo in v tem smislu smo pisci žrtve napačnih uredniških odločitev hiš po celi Sloveniji, ki mislijo, da s tem nekaj pridobivajo, v bistvu pa ne delajo drugega, kot prispevajo k upravičenosti tez, ki jih izreka predsednik vlade, ki ima pa očitno z stalnim določenjem notranjih sovražnikov težave sam s sabo. Več kot očitno jih ima. In za meni se to zdi jasno in glasno povem popolnoma nesprejemljivo in če ima Janša kaj prav, ima prav, da je v bistvu občutek za samoponiževanje pri ljudeh največja vzpodbuda za njegovo kvasanje neumnosti. In tega mi ne smemo dovoliti. Tega mi ne bi smeli dovoliti. Če se spomniš takrat, ko so že imeli enkrat tukaj epizodo, neka zloglasna Cita Štraus, ki se je pojavljala kot neka Sofija in takih je še nekaj. Ja. A veš, in to so ljudje, ki so očitno ljudje, ki diskvalificirajo po forumih, ki se grejo kvazi analitike, ki v bistvu človeku jemljajo dobro ime. Neurejene osebnosti, spodletele osebnosti, karkoli že hočeš, ne? Blazno občutljivi na kritiko samih sebe, sami lahko govorijo karkoli hoče. To je nek intelektualni pristop, neka zgodba, ki bi jo mediji morali restriktivno urednikovati in se zavedati, da od njih nimajo niti višje bralnosti, nimajo niti višje prodaje, niti boljših prihodkov, ampak samo diskreditacijo lastnega osebja. Ja, pa ena taka kloaka. Popolno močvirje in kloaka. In predsednik vlade, in iz tega mesta ga točno tega obtožujem, je v bistvu do zdaj v samostojni Sloveniji in pred njo največji motor politične nekulturnosti in vplivanje na nizke instinkte množic. To je popolnoma nesprejemljivo. Treba je pa pošteno povedati, da je on samo produkt nekega okolja, v katerem je zrasel gor kot skrajni levičar, tako kot je Mussolini nastal kot trockist, skratka iz nekega okolja, v katerem se je tega naučil. Ampak to mene sploh ne zanima. Mi smo v demokratični državi, v kateri si te
ravni podkulture ne moramo prvoščati. Zato me je pa tudi presenetilo ta miroljubnost, dobronamernost, tako rekoč njegove množice v izhodišču, ko jo gledaš in ko pride poziv vodje za diskvalifikacijo, kako naenkrat razumejo, kateri jezik morajo govoriti, opustijo ves bonton, opustijo vse lepe manire, opustijo celo prepričanja in naenkrat oni postanejo del prepričanja, ki je podtaknjen strani vodje. To je nesprejemljivo. Množica, ki se pa seveda artikulira proti vladi, ima pa popolnoma druge zakonitosti. In ko bo enkrat ta vodja odšel in to se bo zgodilo, v tem ne more biti nobenega dvoma, potem se bodo pa začeli kazati novi realni problemi, kako artikulirati pravno državo in jo izmakniti ulici. O tem bo še zelo veliko treba povedati. Tako bo prišlo pač vrsta. Če gledamo tole wannabe koalicijo, kako šalabajzersko se stvari loteva, kako se lotevajo urejanja medsebojnih odnosov, kako bodo šele uspešni pri reguliranju precej bolj zapletenih odnosov v celotni skupnosti. Dajva se vzeti za zgled papeža. Dobar, ne vemo zadnjih motivov, pravih končnih in ne vem vse motiv, zakaj je on odstopil. Ampak če razmišljamo o papežu, ne vem kdo vse, ampak recimo, teoretično bi lahko bilo karkoli, ampak če vzamemo samo gesto in da mu verjamemo to, kar je povedal, nekdo, ki ima v zakupu absolutno oblast, ki se lahko preseli v zgodovino kot monarh, kot nekdo, ki se ga bo častilo še po smrti, ob smrti bo pa ves svet uperil kamere svoj jok in molitve. In, človek se odpove vsemu temu blišču in bo umrl kot slehernik skorajda in to samo zaradi dogovora vesti, ker reče, jaz več ne morem zagotavljati, da imam zadost energij, da bi lahko upravljal svojo funkcijo. Kako je to popolnoma neka druga logika od tega, kar srečujemo tukaj, ker nekdo noče odstopati kljub popolnoma razvidnim argumentom za to in na drugi strani, ker imamo politične rivale, ki ljudem ne pustijo odločiti, hkrati pa ljudem ne pokažejo zadostne odgovornosti, da bi naredili nekaj, da Slovenijo in mednarodne trge pomirimo. Pa ne samo to, da tudi da zagotovimo neko notranje delovanje notranje demokracije. Skratka, popolno grebatorstvo, sprejmejo zakon, po katerem se zvišajo finance za stranke in to kar vsi po vrsti, razen Virantove liste in 2 poslancev SLS. To je nekaj neverjetnega. Resnično, to je nekaj neverjetnega. Tukaj ni problem samo Janša, čeprav je ta trenutek se zdi, da je največji, ampak ni samo on problem. Pa misliš, da bo jutri boljši? Da bo kdo boljši? Če bo jutri boljši. Imam pomemben podatek. Kakšnega pa? Kaj je danes? Ne, kaj bo jutri? Ne, kaj je danes? Kaj pa je danes? Danes je pepelnična sreda. Ja. To je dan, ko pust umre. Ja. In ko se pustna norčija konča. In se začne 40-dnevni post. In je pa treba tako resno se skup vzeti. To se pričakuje, pa kaj se bo zgodilo? Mislim, v Cerknici danes imajo sprevod. Ni bilo to včeraj? Se pravi, včeraj je bil žur, danes je pa treba pokopati. Zdaj bi to simbolno rad privezal na državo. Potegnemo črto, pa zdaj pusta pokopljamo, maske dol, gremo naprej. Jaz v tem vidim tako luč na koncu tunela. Ja, sej to, da sva dežurna optimista je pravzaprav najna ne samo naloga, ampak tudi intimno prepričanje, ampak mislim, da bo treba še se malo po makadamu peljati, zdaj sicer sneg, ampak te stranke, ki zdaj delajo novo koalicijo za konstruktivno nezaupnico, so taka komedija, da so lahko v končni posledici točka legitimacije za tega predsednika, kakršnega imamo. To pa je nesprejemljivo. Naslednjo sredo na tej točki naprej. Prav. Hvala.